S posvetitvijo pomladi smo se začeli ukvarjati najprej v ideji ob odločitvi, da bomo ustvarjali lutkovno predstavo. In seveda je bilo osnovno vprašanje to, kako v predstavo umestiti tudi živo telo animatorjev in kakšen odnos med samo lutko in animatorjem poiskati, da animator ne bo samo tisti, ki premika lutko, ampak da je animator hkrati tudi oseba, ki komunicira z lutko, s svojim gibom in hkrati z lutko. To so seveda bile naloge, ki jih je bilo treba v začetku raziskati in ki jih je bilo treba nekako začrtati, da smo potem lahko ustvarili naprej. To je bilo bistveno. Zelo zanimivo je, kakšno pozornost dobijo igralci, ko primejo v roke lutko in ko začnejo to lutko premikati. Ker naenkrat se naredi neka vez, kar naenkrat dobijo neko močnejšo prezenco. Mislil bi, da igralec za lutko izgine, ampak ko oba zavestno v prostor umestiš tako, da jo lahko opazujemo paralelno, v bistvu oba nekako pridobita. Ko smo dojeli, da se to zgodi, da se ta moč med lutko in igralcem v bistvu multiplicira, se mi zdi, da je bil to motor samega ustvarjanja, oziroma navdiha za to predstavo. Ja. Posvetitev pomladi je eno najbolj pogosto uprizarjanih plesnih del in seveda eno najbolj zahtevnih že zaradi same strukture glasbe in zaradi tega, ker so se tega lotevali vsi veliki plesni in baletni mojstri. Ja, bravo, fantje, dobro! Mi se nismo toliko ukvarjali s plesom, ampak smo se bolj ukvarjali s tem, kaj v gledališkem smislu za nas deluje. In zato je pri vsem tem pomemben tudi prostor. Takoj, ko se premakneš iz prostora za vaje v prostor za uprizarjanje, če razmerja prostora niso enaka. Pa vse je drugače, barve so drugačne, dimenzije, pogled, s katerega mi ustvarjamo predstavo, pa potem pogled gledalcev na sami uprizoritvi v pravem prostoru. Takoj, ko govorimo o lutkovnem gledališču, se vzpostavi ta stereotip, da so lutke primerne za mlajšo publiko. Tudi v sami zgodovini gledališča lutke niso bile namenjene samo otrokom, ampak je šlo za nek ugotovitveni efekt, ki je pomagal neko kritiko družbe lažje spraviti čez medij. Zato, ker ni šlo za prave igralce, temveč je šlo za lutke, ki jim je dovoljeno veliko več. To je bilo najbolj zanimivo, da smo ugotovili, da v bistvu človeško telo marsikaj ne zmore in da zato v gledališču potem iščemo razne rešitve, metafore, zato da pač upravičimo. Tukaj pa je bilo, lutka zmore veliko več kot v bistvu človeško telo. In se mi zdi, da je bil to doprinos k temu, da ustvarjamo na nek način lutkovni balet.